Pozdravljeni! Danes se bomo pogovarjali o pojmu, ki je dokaj pogost v člankih in prispevkih o formuli ena. Govora bo o aerodinamični učinkovitosti. Izraz aerodinamična učinkovitost je dokaj pogost v člankih, ki obravnavajo formulo ena. In priznam, da tudi sam v svojih prispevkih pogostokrat rabim to besedno zvezo. A menim, da mnogokrat pozabim razložiti v bistvu, zakaj gre. Tu gre za težavo, ki se pogostokrat zgodi med tistimi, ki pišejo oziroma ki pripravljajo prispevke o formuli ena. Nekaj, kar je samo po sebi umevno meni, ni nujno, da je samo po sebi umevno vam oziroma razumljivo. A aerodinamična učinkovitost je pojem, ki nam razloži, poenostavljeno povedano, razmerje med zračnim uporom in aerodinamičnim oprijemom. In sedaj so zadeve morda že malce bolj jasne, ampak da bomo še bolje razumeli. Kolikor gledamo, na primer, bolide ekipe Red Bull, so ti eni izmed aerodinamično najbolj učinkoviti. Namreč za enoto, ki jo nekako pridajo aerodinamičnemu oprijemu, imajo seveda izjemno nizek pribitek zračnega upora. Ali še bolj poenostavljeno, za vsak odstotek aerodinamičnega oprijema se tu nekako doda izjemno malo zračnega upora. In zakaj je to tako pomembno? Namreč zračni upor je tista sila, ki ovira sam bolid pri napredovanju naprej. Aerodinamični oprijem je pa seveda vsota tistih sil, ki sam bolid tlačijo klon posebej v ovinkih pri spremembi smeri. In verjetno ste opazili, da mnogokrat pri analizi kakšnih dirk ali posebnih dogodkov se nekako spomnimo tudi na primer najvišjih hitrosti, ki so objavljene s strani FIA. In tu lahko marsikdaj opazimo, da bolidi, ki so navadni pri dnu lestvice, tam, kjer je treba imeti visoko končno hitrost, so pri vrhu. A visoko končno hitrost imajo zaradi tega, ker imajo nizek zračni upor. A to še ne pomeni, da imajo visok aerodinamični oprijem, drugače bi bili na primer pri vrhu tudi pri času kvalifikacij. Tisti favoriti, tisti, ki jih nekako pričakujemo, so zmeraj tam zgoraj. A ponavadi, kar se tiče visoke končne hitrosti, niso med najboljši. Seveda so lahko v zgornji polovici zgornji četrtini, a prav pri vrhu ponavadi. In to zaradi tega, ker njihov zračni upor je tako visok, da jim to prepove. A aerodinamične površine, ki skrbijo za sam aerodinamični oprijem, tudi generirajo zračni upor. Zato ti bolidi na tistem tehničnem mešanem delu so v bistvu bolj hitri od onih slabših, in zato na koncu vidimo takšno razliko v času. Rešitev te težave je v svojem tudi enostavna. Namreč, ukolikor bi te ekipe imele boljši pogonski sklop od konkurence, bi lahko ta večji zračni upor tudi izničile. Ampak po pravilniku je tako, da vse stranke določenega dobavitelja morajo imeti enako specifikacijo, torej vsi imajo isto izhodišče. A sedaj lahko razumemo, zakaj na primer v sodobni formuli ena je nujen strani mnogih
tako osovražen sistem DRS. Namreč, kolikor ga ne bi bilo, oni, ki so boljši, ki so hitrejši nakrog, na sami ravnini pa ne dosežejo dovolj visoke končne hitrosti, v bistvu ne bi bili sposobni prehiteti. In seveda v onem mešanem delu bi bili hitrejši, ampak skozi ovinek se prehitevati ne da. Zato je potrebno imeti takšno pomoč. Naprimer, če se kdo izmed vas spomni, kaj je bilo v 80 ali 90 letih prejšnjega stoletja, smo imeli več različnih enot istega dobavitelja. Naprimer, ena ekipa je imela takrat motorje najnovejše generacije, druga pa lahko enote, ki so bile razvojne ali pa tudi efektivno stare sezono, 2 sezoni ali pa celo 3. In zato oni slabši so bili počasnejši tako v mešanem tehničnem delu, kot tudi v ravnini, ampak ko se je ta faktor pogonskih sklopov nekako izenačil, je nastala ta težava. In aerodinamična učinkovitost nam res pove to razmerje med uporom in oprijemom. Boljša kot je ekipa, seveda nižje je to razmerje. A kot ste razumeli, to še ne pomeni, da bo bolid dosegel najvišjo končno hitrost. Tudi to moramo mi razumeti, ko gledamo določene podatke. In verjetno marsikdaj ste se lahko tudi spraševali, kakšen pa je bolid, ki ni aerodinamično učinkovit. In tu bi se rad spomnil enega, ki je lep primer aerodinamične neučinkovitosti in je bil na progi v zadnjih sezonah. Ferrari SF1000. Res, bolid je imel dovoljšno količino aerodinamičnega oprijema, ampak njegov zračni upor je bil večji od konkurence. In pri skuderiji Ferrari so se znašli pred dilemo. Imeti izjemno nizko končno hitrost in dovolj oprijema v samih ovinkih, ali pa seveda zračni upor znižati in se na to boriti samim bolidom po ovinkih, kjer ne bo dovolj oprijema. In verjetno marsikdo izmed nas se spomni tiste katastrofalne sezone za Ferrari. Skušali so dobiti neko srednjo pot, nek kompromis, ampak videli smo, da so bili na to počasni tako na ravninah, kot na tistih tehničnih ovinkastih tek. In prav to učinkovitost je nekaj, kar z razvojem skušajo doseči pri ekipah, in poglavitna so tu seveda tista dela, ki se opravijo v samem vetrovniku. Namreč prav tu lahko vidijo, kako s kakšno spremembo, ki poveča oprijem, tudi spremenijo količnik zračnega upora. Namreč ta je odvisen od oblike in seveda tudi površine. Upam, da smo sedaj malce bolje razumeli, kaj pomeni ta učinkovitost in zakaj je to tako pomembno. Namreč marsikdaj naletimo na takšne in drugačne izraze v strokovnih člankih, ampak premalokrat se nam to tudi razloži. Namreč Formula 1 v osnovah je enostaven šport, ampak bolj kot se poglabljamo v določene teme, bolj se določene zadeve začno komplicirati. In prav tu smo videli, kako enostavni pojmi lahko, ukolikor so malce napačno interpretirani, začnejo komplicirati in navdušenec na to lahko tudi ne razume, zakaj pravzaprav gre. A upam, da sem tokrat tukaj nazorno prikazal nekaj, kar bo vsem nam pomagalo razumeti, zakaj določeni bolidi se obnašajo tako, kot so. Namreč
Bolit, ki je najbolj aerodinamično učinkovit, še ne pomeni, da ima najmanjši zračni upor in največji aerodinamični oprijem. Je tisti, ki ima najbolj idealno razmerje. In seveda, ta učinkovitost se lahko tudi spreminja iz proge do proge. Namreč so proge, kjer je pomembno imeti izjemno majhen zračni upor, naprimer Monza, in je proga v Monaku, kjer je bistveno imeti izjemno visok aerodinamični oprijem. To razmerje je seveda tisto najpomembnejše, k čemu nekako stremijo inženirji, ko projektirajo šasijo. Namreč, kolikor je to razmerje izjemno dobro, se bolit lahko prilagaja eni in drugi tipologiji proge. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.